Ja, razlog, da sva se odločila, oziroma da sem se jaz odločila, da bo tale live danes je v bistvu povod nekih vaših komentarjev in sporočil, ki sem jih dobivala, ki so bili v bistvu vsi na ta način lahko govoriš, ti lahko tako govoriš, ker imaš takega partnerja, ki sta si usvojena, a ne? Ja, juhu, ja. Super, lej, Luka, bravo, Mojca, živijo. Evo, dober tek. Ful sem vesela, da ste tukaj. Mogoče pač ne boste navdušeni nad vsem, kar boste slišali, ker pač saj veste, midva tudi nisva zmeri prijazna, pa naloživa kakšne naloge, s katerimi pač je pol križ. Je pa najin namen in najin cilj to, da v bistvu ne samo zdaj v času te izolacije oziroma samoizolacije, ali kakorkoli se ji že reče, preživite nek dragocen čas. Najin cilj je, da to znanje, ki ga imate mogoče zdaj čas usvojiti, ki ga imate mogoče zdaj čas vaditi, ki imate zdaj priložnost, da se v bistvu tudi srečate malo bolj intenzivno z nekimi svojimi občutki, izkoriste za življenje potem. In ne bom vam rekla, da bo življenje potem grozno, to, ko vsi govorijo, ne. Življenje potem je lahko super. Samo od nas je odvisno, kako se bomo na to pripravili. Tako da, jaz mislim, ful sem hvaležna Albertu, da je pristal na to. Bom kar začela tako, ko bova potem učila. Zelo sem ti hvaležna, Albert, da si pristal na to, da sva danes oba dva tukaj, da si pristal na to, da deliva osebno izkušnjo, da pač poveva nekaj iz sebe, zaradi tega, ker vem, da to ni lahko. To meni ni lahko, Albert je moški, verjetno to v njegovi koži še težje. Te kaj strah? Ne, zato, ker Už mogo naglasiti. ja, mene ni strah, mogoče prvič imam občutek, da nama nekaj uspeva, nad čimer sem še jaz presenečen. Nekaj je zelo drugače in nekaj zelo deluje. Tako da zaradi tega se nama zdi smiselno, da o tem govoriva in da to deliva z vami. Tako da, ja. Ok, izbrala sva v bistvu temo nekih napetih odnosov. Čustva so zelo različna, ampak ponavadi se kažejo v neki jezi. In mogoče, če se ne boste zelo pripeli na zgodbe, ki jih bova govorila, da boste od spodaj ugotovili, kaj je princip, kaj je model. Lahko to uporabite v odnosu z vsakim človekom. S tem, da pač naši bližnji odnosi so intimnejši, so bolj ranljivi in zaradi tega tudi hitreje eskalirajo. Z otroki pa s partnerjem pa sploh. Še to bi mogoče rekla, da sicer nama je zelo žal, ampak tale čas je zelo pokazal, koliko so pač neke stvari v odnosih stabilne in veliko vas je, ki vam zdaj ni lušten. In meni se to ne zdi prav, ampak kljub vsemu lahko to ponucate, izkoriste za to, da iz tega potegnete najboljše in v bistvu razvijate en svoj del, ki ga mogoče sploh ne poznate. Tako da jaz držim pesti, da boste lahko ta video, ta live uporabili za nekaj res lepega. Ja, jaz bom tako rekel, zdaj teče tretji teden te izolacije in jaz mislim, da mogoče ta prva panika, kjer smo se še borili z strahovi, a smo okuženi, a nismo okuženi, a prenašamo ali ne prenašamo. Mislim, da so se stvari okoli tega, bom rekel, toliko stabilizirale, da nam to ni več prva preokupacija.
in da smo se nekako v zvezi z vedenjem, kako pač se obnašati, bom rekel, prilagodili. In ne mislim, da lahko damo to zdaj na stran in da to ni več pomembno, ampak mislim, da v fokus prihajajo neke druge teme. In v bistvu ne vem, kako ste živeli ves ta čas v odnosih s svojimi bližnjimi, oziroma v teh odnosih, s katerimi ste pač, s katerimi skupaj bivate. In kam so ti odnosi, bom rekel, v vaših občutkih pripeljali. Zdaj, jaz si predstavljam, da pač v enih odnosih je lahko zelo napeto, lahko smo zelo eksplozivni, lahko smo zelo, bom rekel, občutljivi, vsaka malenkost nas vrže iz tira, vsaka malenkost lahko postane povod za to, da si skočimo v lase, velike frustracije, velik stres, izmučeni smo od tega, od odnosov, pol še otroci zraven pridejo, še delo, upirajo se. Skratka, lahko je kje vzdušje, bom rekel, zelo napeto. Lahko so prišle ven razne vsebine, ki si jih sploh nismo predstavljali, da so v nas. Lahko je velike nejeze, lahko je veliko nekega tega težkega. In zdaj, kar se meni zdi pomembno, je, ne vem, tako zelo sem v stiku s tem, da nihče ne more upravljati z mojim življenjem. Pač jaz imam take okoliščine, ne hodim v neko službo, delava z ljudmi nadaljavo, sama si organizirava tudi delovni čas in tako zelo, mi je bilo čist na začetku, sem si rekel, zdaj sem jaz tisti, ki bo upravljal z mojim življenjem, ki bo izbiral način, s katerim bom vstopal v odnos do tebe. In meni se to zdi, tako bom rekel, neka zelo izhodiščna odločitev. Neko zelo izhodiščno zavedanje. To sem se že 34 let nazaj odločila. Ja, dobro, gled, jaz sem imam bolj dolgo pamet, pa dalj časa rabim. Ampak, kaj hočem reči? Glejte, kjerkoli ste v svojih odnosih, jaz sem hotel to reči, da se ustaviti in da se iti na začetno točko, da se iti na izhodišče, da se, zjutraj, ko se zbudimo, ali pa pač kakorkoli se ustavite, kjerkoli se ustavite, lahko pridete v stik s sabo in si v bistvu, to so ta osnovna vprašanja. A sem jaz v tem odnosu prisoten, a sem jaz zavezan temu odnosu, a je meni mar za ta odnos, a sem jaz na voljo. Skratka, kakšna je moja ta res intimna notranja naravnanost do tega odnosa in kako mi je do tega. In jaz moram reči, da meni je to, ne vem, a je to tisto, kar je zelo drugače, ampak jaz sem se dejansko naravnal na to, da ne bom v breme temu odnosu, ampak da bom v podporo temu odnosu. Zdaj, karkoli pride, karkoli bo, karkoli pač se bo dogajalo, jaz bom v podporo odnosu. In v bistvu s tem zavedanjem jaz vsako jutro vstanem in vse, kar se dogaja, v bistvu tako, da bi čez to sito sejal. Zdaj ne vem, kako je to pri tebi. Tlele je zelo tale stojalček, bom vsake toliko časa kole, ne ga, če ga už dvignu po konc. Ne, se jaz bi ga sam mal. Ne moreš, ne gre, ker sem že vse probala. Na napačen stojalček sem dala telefon, pa če se še ti takole gor odsideš.
No, kakorkoli, skratka, nima veze. To, kar je zdaj Albert govoril, je dejansko en korak. To, da se jaz odločam o tem, kako bom ravnala z najinim odnosom, kako se bom odzivala v najinem odnosu, kako želim sploh doživljati najin odnos. Ampak to, predtem se še nekaj dogaja. Jaz bom v bistvu šla kar na eno tako konkretno zgodbo, ki se je pač zgodila včeraj, pa danes se je zgodila še ena hujša, ampak bom raje to z drivom, Marija. A veš, no, skratka, kakorkoli, šla sva poregrat, ker imamo tle okrog možnost nabirati regrat in pač jaz sem najdla nek regrat, Albert je rekel, jaz nič ne vidim tega regrata, in itak sem si mislila, ker se ti pač ne da nabirati, ampak sem bila tiho in sem si rekla, tisti trenutek, kakšne misli imaš. To se pravi, usmerila sem se nase. Ko sem jaz pomislila, itak se ti ne da nabirati regrata, je bila to misel, ki sem jo jaz v bistvu poslala v najin odnos. Albert ni vedel te misli. Nisem jo izrekla, ampak ta misel je šla v najin odnos. In to se v odnosu čuti. In ko sem se zavedala te misli, sem rekla, pejva vsak posebej, ker sem pač začutila, da mogoče, ker sva skozi skupaj, ni najbolj fajn, da pač zdaj iščeva in se dobiva, pač mi dva bava neke njive, ki imajo imena in eni njivi rečeva na Armanovem, ker tam Arman nabirava za čaje. In sem rekla, se dobiva na Armanovem. No in potem sem prišla tja na tisto Armanovo in itak njega ni. Ni bilo ne Armana, ne mene. Pač ni ga bilo in pa sem mislila, da je šel tja še naprej na eno drugo nivo in tista niva je precej bolj dol in pa sem mislila, da me ni razumel in da je konc in sem laufala tja in bila sem vsa zmatrana, klicala sem ga njega od nikoder in pa se obrnem in grem nazaj in on tam pri Armanovem lepo nabira regrat. In razumete, a ti človek mene kaj poslušaš? To bi bil moj stari odziv. A si ti ne moreš zapameti, a me nisi poslušal, ampak zdaj sem se preprosto ustavila sem se tam sred enega travnika in sem si rekla, oba veva, kje sva doma. In če ne prej, se bova dobila tam. Vse je okej, nič ni narobe, pač očitno se nisva razumela. In je v meni, pazite, o čem govorim zdajle? Govorim o mojih občutkih, v meni je rasla napetost, v meni je rasla jeza. Ustavila sem se, globoko sem dihala, zavedala sem se svojih občutkov in sem si rekla, ni konc sveta, v redu je. A veste, kaj ti občutek varna si, kaj nek občutek varnosti sem si mogla vrniti, to je ena stvar in potem sva se midva tam srečala in jaz nisem rekla, ti! Tako, ti si nisi zapomnil, kdaj sva se zmenila, ti mene ne poslušaš, ti se ne držiš dogovora, ti, to so bile najine zgodbe v starih časih. Včeraj sem pač prišla in sem rekla, a ti mene nisi slišal, ker sem te klicala, pa je Albert rekel, a ti mene nisi slišala, veš, koliko sem se drl. Pazite, kakšna situacija, klicala sva drugega in se nisva slišala, ker je pač veter pihu, pa listje, pa take stvari, Ne vem, kako si ti doživljal to zgodbo. Jaz bi mogoče rekel vsem tem, ali pa pri tej zgodbi, da kar je meni pomembno, je to, da vidim, da prekinja zvok. Ja, pa ni nujno, da je to na najni strani, lahko da imate slab internet ali pa da je tok internet zaseden. Jaz upam, da naju dobro slišite, zato ker pač tle meni kar kaže vse okej. Ampak sem pa pomislila, kaj če bi midva, da je tole, da boš od spodje dal. Ja, takole,
Kaj pa če bolj gor? Ne da se, ker to stojalo ni. Okay. Jaz sem napačno stojalo vzela, razumeš? Ja. Skratka, kaj sem hotel reči? Meni je zelo pomembno, v bistvu to, ko pride do teh napetosti. Zdaj pač vsak ima svojo zgodbo, vsak, bom rekel, na svoj način doživlja nekaj, kjer se ne razumeva. Sej, gledajte, to je ves čas enako. Jaz sem imel pač neko svojo špuro, nek svoj način razmišljanja, nek svoj prav, neko svojo logiko, nek svoj smisel. In bila sva toliko narazen, pa nisem imel mobitela, nisva mogla si sporočiti. Ker nikoli telefona na nos sabo, ne? Recimo, ne. Glejte, polno, polno teh drobnarij, zaradi katerih mi lahko doživimo neko napetost. In jaz imam v bistvu zdaj, tako bom rekel, ob tej odločitvi, da bom delal za odnos, ko začutim jaz neko tako napetost, ko začutim neko vznemirjenje ali pa povišanje, ne vem, pritiska ali pa skratka neki, veste, čutimo to. To takoj začutimo. Jaz takrat zavestno ustavim. Tako rečem, ne bom pustil temu, da mi zdaj onesnažuje odnos. In to je dejansko kot nek virus. To imamo pač zmeraj. V vzorcih imamo to. Skozi to. Mislim, veste, zdaj ta hip bi jaz lahko začel, pa kako nismo mogli razmišljati, pa bi drug stojal, pa skozi naš vse prav, pa ne. Veste, ampak, ne, še to jim boj, kako vam stojali. Ja, reš ne. Pa ena metoda, ki lajo čist prav iztira, je, da je takole od spodaj z nogo, takole, veste, ne, če bi to naredil, pol vem, da bi bilo, ne, ampak gledajte, to so vse vedenja, s katerimi, ki jih jaz se zavedam, da jaz z njimi prinašam v odnos neko težo. In moja izbira je, moja zavestna izbira je, da teh vedenj ne prenašam v odnos. Okay. Lidija, kaj ko doživljaš to napetost do otroka? Dajte na mesto partnerja otroka na drugo stran. To je princip. To se pravi, jaz, ko imam otroka pred sabo, ki me je razkuril, ki je nekaj naredil ali pa ni naredil, grem vase, si rečem, kakšen odnos želim jaz imeti z otrokom in delam isto, kar zdaj Albert govori. Ampak jaz bi mogoče vsem tlele rekel tako, da gledajte, dajmo danes fokus držati na partnerski temi. Zato, ker je mogoče zaradi tega, ker je partnerski odnos, pač tisti, ki ste v partnerskem odnosu, je ta temelj, iz katerega mi pol tudi dobimo moč za to, da z otrokom v bistvu lahko zdržimo ali pa da dobimo to moč. Ampak gledajte, princip je zelo, zelo podoben. Razlika je samo ta, da pri otroku imamo odgovornost odrasli za odnos. V partnerskem odnosu imamo odgovornost 50-50. To se pravi, jaz pol, Albert pol. Ta razlika je, drugače pa princip isti, s tem, da je na odraslih pri otroku pač večja, a ne teža. To je to. Posnetek bo objavljen tudi na najinih kanalih, najdete veliko najinih posnetkov, tudi na Facebook profilu. Tale posnetek bo jutri ali pa pojutrišnjem na YouTube kanalu, najinem Albert in Leonida Mrgole, tako da se prijavite tja, pa boste dobili obvestilo, kdaj bo, drugače bo pa tudi tukaj objavljen še danes, takoj po končanju. Tako da ga lahko gledate večkrat, lahko ga tudi šerate, vam bova hvaležna. Ok, skratka, gremo nazaj. Ti si govoril o tem, kako se skušaš zavedati. Ja, kako se jaz v bistvu, ne vem, zavestno naravnam na to, da ko začutim, da se napetost dviguje, da sva se nekje zgrešila, da nisva enakih misli ali pa da imava vsak neko svojo idejo, pa kaj še malo te, bom rekel, čustvene napetosti ali pa, ker so ta čustva še malo bolj privzdignjena. Jaz
Ja, zavestno ustavim. Zavestno takrat rečem, tlele zdaj nekaj ne štima. Tega si ne dovolim. Če grem tukaj naprej, vem, kam bova prišla. In to sem si rekel, ne bom svinal na enega odnosa. No, ampak mi lahko poveš, ali pa pač, ja, se tudi meni lahko poveš, zato, ker se o tem že nismo pogovarjali. Recimo danes, ker sem norila zaradi interneta, ker si pač naložil gor na drive tiste posnetke. In pač očitno je bilo, da ne bom nehala, ne vem. Nabijati. Pač ne nabijati. Jaz sem v bistvu čutila tako bub, ker sem si rekla, pa life mama, pa kako bo to speljala. In se mi je tako v valovih pač najprej sem ven vrgla in pa sem se umaknila in pa sem čez 10 minut prišla in spet, kako sloh, a ti neč ne poslušaš? In Albert je bil na drugi strani tako ga nisem navajena takega. Pač zdaj že dolg časa je tak, ampak še zmeraj ga nisem navajena, zaradi tega, ker je bilo tako, da nisem imela občutek včasih, ker sem bila taka, si pač šel. Se je omaknil, pa je šel, ali pa je ostal, če ni imel kam jeti, ker zdaj pač itak nima kam jeti, ker smo takole zaprti in se je izklopil in sem jaz čutila, da te ni zraven. Danes pa si kar bil, pa kar gledal si me, pa kar zdržal si vse to. Kukar sej pač, sej ima prav, sej pač sem res to naredil, ampak se bo že pomirila, tako v tem stilu. Ne vem, kaj si... Ja, jaz ne vem, če znam sploh pojasniti to, ampak jaz vse vidim v tej odločitvi, da a veste, to je neko zavedanje svojega deleža. To je ves čas je to, da dobiš servis in na kakšen način boš pač vrnil nazaj. A veste, vsako žogco se da zmehčati, lahko pa pač nabiješ na polno nazaj in pač po možnosti v glavo, da bo čim bolj bolel. To sem se odločil, da ne bom pač šel na ta hard način, ampak da bom mehčal zadeve. Ko te vidim, recimo, da te nekaj spravili iz tira, jaz sem se zavedal, da je moj delež, da sem pač nekaj naredil, kar ni bilo najbolj premišljeno. Obenem sem se pa zavedal, da to nisem za nalašč naredil in zavedal sem se, da ne rabim zdaj braniti svojega teritorija, da ne rabim, nisem si pustil, da bi me neki občutki krivde pograbili in da bi jaz zdaj mogel tebe prepričevati, kako jaz to nisem hotel, pa da kako ne boš dojela tega, pa kaj zdaj nabijaš, pa da se pomir, pa tako naprej, ampak sem enostavno, bom rekel, ta svoj del, ne vem, svoje bolečine ali pa svoje pravice ali pa kakorkoli že rečete, to sem dal malo na stran. In sem lahko držal to, da pač te razumem, da se jeziš in da ti ni prav in nisem reagiral iz svojega. Jaz imam tle dve stvari zdaj. Eno je ena moja izkušnja, ki jo bom pol podelila, ampak imam pa eno vprašanje, zaradi tega, ker to me res zanima, ker moški to velikrat tako rečejo, a imaš občutek, recimo, a bi te bilo pred moškimi prijatelji sram, da bi mislili, da si copata? Ker moški velikrat imajo... Včasih bi mogoče na ta način razmišljal. Včasih, ker sem razumel medsebojni odnos, kada gre za boj. Kada gre za kdo ima prav? Da sem jaz, pa da si ti in midva zdaj neki tlele se greva, kdo je zdaj bolj ali pomemben ali ne. To, ker ves čas tudi v bistvu ponavljava, odnos je neka druga kategorija. Odnos ni jaz pa ti, ampak je midva. In v tem midva načinu pač ne deluje to, da jaz, ko si ti v stiski, sem jaz še bolj bogi in pol moram jaz se sabo ukvarjati in nisem zmožen tvoji stiski stati ob strani. To enostavno pač ne gre skupaj.
Zdaj ne vem, a je to kaj koristno za vas. A je to kaj koristno? Meni se to zdi eden od temeljnih principov partnerskega sobivanja. Ne? Da pač, Bravo, Nina. Da pač na ta način, bom rekel, plešemo drug z drugim. Ne? Jaz bi tukaj mogoče podarila eno stvar, ki mislim, da se boš strinjal z mano, da je zelo pomembna. Recimo jaz imam zelo velikokrat sem včasih povzročila konflikt ali pa se je odzvala konfliktno, kadar si ti pač bil name z mano nezadovoljen na tak način, da si bil zraven jezen. In jaz imam vse nek, prav bojim se takrat, prav strah imam. Kada pritisneš na eno otroško bolečino in ne morem več funkcionirati. In jaz sem včasih, ker sva midva imela pač malo bolj razsut odnos, kot ga imava zdaj, ampak nekaj vam povem. Imela sva zelo razsut odnos in zelo sva delala na tem, da sva tukaj, kjer sva danes. Zato vam govorim, da je to dokaz, da lahko z odnosa narediš biser, če se odločiš. Ampak kar hoče, jaz sem včasih, 20 let nazaj Albertu velikrat rekla po konfliktih, rekla sem ti, da se te bojim. In skozi sem govorila, je tebi fajn, da se jaz tebe bojim. To je bil tak zajedljiv stavek, kakor naj te bo sram, da se jaz tebe bojim. Z leti sem spoznala, pač z vsem tem, kar zdaj znam, da to nima veze z Albertom. Skratka, ne more biti njega sram, če se jaz njega bojim. Ne more on nič narediti, če se jaz njega bojim. Nič. Ker je to nek zapis v meni, ko jaz sem na ta način v bistvu bila zastrašena, ko sem bila majhna. Z neko jezo, z neko grožnjo, z neka obrazna mimika. Mene to spomne na uno in ta občutek nisem okej. Niti nimam tega občutka, da bom kaznovana, sam bolj ta, da ne bom sprejeta. Da nisem okej, da ne bom sprejeta več, da me nimaš več rad, da nisem, in to gre s to bolečino po bližini skupaj, da pripadam nekam, da sem navezana na nekaj in meni je to bil grozen občutek. Zdaj, zadnjič enkrat pač je bila ena taka situacija in sem rekla, Albert, a te lahko prosim, a si lahko prijazen, tako sem te prosila. In se je Albert tako začutil, pa je rekel, a je kaj narobe, in so se meni samo zavlile. In sem rekla, ja, pač zdaj sem v tistem občutku, da se te bojim. Pač neka brezvezna stvar je bila, veste, tako res majhna. In kar bi vam rada povedala je, koliko je pomembno, da veste, da je to, kar vi čutite, vaše, da prihaja iz vas, da partner za to ni kriv. In ko mi ranljive točke s partnerjem delimo na ranljiv način, jih šele on lahko sliši. Ker tako rečemo, moramo se pogovarjati, pa moramo se slišati, potem je pa odnos lep. To, da mi drugega slišimo, je zelo zahtevna stvar. To ni tako preprosto, pa meni ni gluh. Ja, tukaj je predvsej, jaz temu rečem, miselna naravnanost oziroma neka naravnanost v sebi, preden sploh mi karkoli začnemo početi v odnosu, preden smo pripravljeni se slišati, preden smo se pripravljeni poslušati, je potrebno v nas, da se mi naravnamo in moramo se potem tudi uglasiti. Ker recimo, to, da si ti mene bala, oziroma da si mislim, da se te ustrašam meni videla pač neke, da so se ti sprožili pač neki te tesnobne občutki, jaz tega nisem sploh slišal, zato ker v mojem svetu seveda ni bilo nič od tega, da bi jaz hotel tebe ti groziti ali pa te ustrahovati, ali pa skratka nič od tega. Jaz sem reagiral iz nekih svojih vzorcev, zdaj mimogrede, ti vzorci so neka zelo temeljna podlaga, ki danes malo
bom rekel, sva spustila ali pa sva stopila čez, ampak ja, to je zgodba temeljnega vodnika. Ja, ampak danes sva se tudi pogovarjala, da bi mogoče naredila en webinar za pare ali pa tudi pač to ga lahko tudi vsak sam naredi, a ne kako v odnosu z drugim dela. In če bi vas ta webinar zanimal, dajte od spodaj v komentarje napisati, zato da vidva, a je sploh smiselno, ni smiselno. Hvala vsem, ki ste tukaj, vidim, da vas je danes zelo veliko, ful lepo. To nama tudi daje smisel, da delava to, kar delava, da deliva najne osebne zgodbe. Skratka, webinar bi bil na temo partnerskih odnosov oziroma tako ABC teh razumevanja zapletov. V bistvu poglobljeno delo tega, kar danes razlagava midva, ker sva midva pač dala skozi. A dava midva še en primer? A se spomniš? Da, izvolijo. Včasih mi je rekel, da je Joške govorila vse, slučajno. Daj primer, da vidim, kjer ga boš dal. Ne vem, kjer dan je bilo, se je bilo te dni, ker sem jaz, oziroma ti si zelo želela, da bi od zunaj zakurila ta najin ogenj in jaz sem en dan prej že naložil gor suhih vej in tako naprej in je bilo vse pripravljeno. In pol sem jaz rekel, zdaj grem pa jaz ven, poslal sem ti en moj tekst, da si ga še prebrala in ti si rekla, ja, gled, tole preberem pa pridem. Ja. No in potem se je pač Albertovi teksti niso dolgi pol strani, sam to, da te vidim. No, ampak zdaj, da bom jaz povedal z moje perspektive. Jaz sem pač šel še pol v klet, sem tam nekaj brklal, in v mojem svetu je bilo tako, da bi zdaj želeja to verjetno prebrala in v mojem filmu je bilo, kako ona že gre proti ven, se pravi, jaz grem k ognju, zakuram in ko bo ona ven prišla, bo ogenj v polnem razcvetu in super truper. No in pol seveda jaz ta scenarij prižgem ogenj in leje ni. In ogenj že gori na pol in leje še kar ni. In kaj zdaj dela in kje je in kje se je zataknila in vrtim in tisti ogenj pač je že šel počasi v grunt, na kar pol leja nekje z okna ven, tako dol pogleda in jaz tako, a veste, izdaljavil in leja tudi z une strani. Spet, a veste, v tistem trenutku sem jaz začutil, napetost narašča, nekaj se spet nisva razumela. In zdaj jaz ne vem, kako je bilo s tvoje strani. Z moje strani je bilo pač to, da če sam tok. Ko bi čakam, da bi lahko videla. Glejte, to že zelo dobro zdaj obvladava, da v mojem svetu se je zgodba odvijala na moj način in v lejnem svetu se je odvijala zgodba na nek njen način in jaz nisem imel pojma, kako je v njenem svetu, ona ni imela pojma, kako je v mojem svetu. Ja. No, v mojem svetu je bilo pač tako, da vem, da je pač Albert mi je dal za prebrati neko stvar, ki ti je bila zelo pomembna. In jaz sem pač to želela čim prej prebrati, zaradi tega, ker pač jaz sem toliko zaposlena, da mi pol, ker pač te stvari, ki jih ne dam v prioriteto, pač mi uhajajo. In sem si rekla, to bom prebrala takoj, zato ker vem, da ima pač neko čustveno vrednost v tvojem svetu in želim ti dati občutek, da si zame pomemben. No in potem sem to brala in sem videla, ker je bilo res zelo čustveno in pa sem se itak začela jokati vmes. In pa sem mogla iti na WC, pa se si nos obrisati, pa pač, po vseh teh novih postopkih roke umiti in tako naprej. In pa sem prišla nazaj in sem prebrala 3 stavke in sem spet začela jokati in je pač trajala, da sem pač, jaz malo, kaj jokam ne vidim, ne moram brati. In me je tako, in mi je bilo kva zdaj noriš, če sem se jaz le zate potrudila, ampak, ko sem šla dol po stopnicah, pač k temu ognju in Albertu, sem si rekla, verjetno je ogenj zakuril zame, zato ker ta ogenj je meni res tako, res mi je, wow. In pač
gotovo pač v njegovi predstavi teh 10 minut ni bilo 10 minut, ampak ne vem, 100 let, verjetno je pač bil ne. A veste, ker nekaj za nekoga naredimo, pa smo tako neučakani, da bo prišel. To sliko sem si zgradila, da je bil Albert neučakan, da bom prišla in sem razvila razumevanje do tega vedenja, do tega, kje hodiš. Še preden sem prišla ven in ko sem prišla k njemu, sem pač se obnašala, sem bila prijazna. Ja, zelo. Glejte, tlele, koliko, to so take prefinjeni občutki. To je, bom rekel, toliko možnosti, da zdrsnemo v neke te malenkosti. Veste, in tukaj se mi to zdi, kar si ti zdaj govorila, je v bistvu neka empatična naravnanost. Se pravi, to, kar delaš zame, to, kar delaš, mora imeti nek smisel. Neka logika mora biti, se pravi, v izhodišču to je človek, ki je moj partner, ki si skupaj z mano v istem čovnu. Ni to moj sovražnik, ni to nekdo, ki me zdaj hoče tle nekaj zajebavati. Ali pa za nalaž je prej za kuro, sam da ne bom, recimo, ali pa ne vem, kje se zdaj ubira, pa se nismo mogla prej, ne vem, ampak gledajte, šlo je za zelo občutljive, za zelo čustveno ranljive stvari, ki so se dogajale med nama. Ti si brala o nekem mojem zelo intimnem odnosu in a veste, tako zelo smo krhki na teh področjih in rabimo v bistvu tudi nek pogum ali pa rabimo zato, da gremo ene moči, a veš, da ne prekriješ to z neko jezo, oziroma da se ne umakneš, pa ne zakuhaš konflikta, ampak da držiš v bistvu to, nekaj se nama je zataknilo. Takrat stopaš v svojo ranljivost. Jaz pač skušam stopiti vase, ne v Alberta. To pomeni, če jaz rečem, kako se nek on zdaj počuti, kaj je jezen. Kaj nekaj je tako razjezilo? Če ne rečem, spet se je name spravil, recimo. Kaj nekaj je to, če sem radovedna? To pomeni, da stopam vase in si rečem, ok, to sem naredila, težko me je čakal, a ima to smisel, da ga je razjezilo? Seveda ga ima. In lejte, tukaj je v bistvu zadnji korak nekega pravila za povezan odnos, empatija. To, da jaz zmoram v ranljivih situacijah stopati v čevlje drugega in reči, razumem te. Če ti tako vidiš, da mene ni bilo pol ure, če ti tako vidiš, da je v tem cajtu že ogenj pogoril, potem ima smisel, in če si zame zakuril in jaz zdaj tega ognja nisem videla, ima smisel, da si žalosten in verjeten, pač ni imel poguma, da bi mi rekel, veš, koliko sem žalosten, ker sem prehmal zakuril, ker pač to je bil tvoj delež, zdaj pa ti nisi ognja videla, ampak mi je tako, kje si hodila? To se pravi, a veste, v situaciji, ko smo mi jezni, vedno na drugega naložimo odgovornost. In zdaj, če se drugi odzove, kot da je napaden, je konflikt, če se drugi odzove empatično, se lahko pač zgodba reši na drugačen način. Zdaj, tukaj je to cela, bom rekel, to je novo poglavje, ki ga bova verjetno v kakšnem drugem izobraževanju načela. Kaj je svoj? Nina, hvala za vse pohvale. Jaz bi mogoče počasi zaključila za danes. Sem pa hotela še enkrat to reči, da vkolikor bi vas zanimal webinar na tole temo, ki ste jo zdaj poslušali, to pomeni, ta webinar bi bil sfokusiran na težke teme v odnosih, na majhne korake. Če se želite naučiti tega, kako v takih situacijah se usmeriti, se spoznati sebe, v bistvu deliti to, kako se počutite. Jaz tudi recimo, včasih, če je pretežko, rečem, Albert, zdaj jaz ne zmorem. In tukaj se gre za to odločitev, to, kar je Albert rekel, odločitev za to, da bo kakšen odnos želim imeti,
Druga stvar pa je tudi odločitev za to, da v tem odnosu vidim tudi sebe, ne samo partnerja. In da v tem odnosu vidim partnerja, ki v resnici je dobro nameren, ne zelo nameren. Zelo velikrat slišva tudi, sam mečkam par stvari bom še dala tukaj noter za zaključek, da malo premislite. Zelo velikrat rečete na najinih svetovanjih, lahko bi kaj naredila za ta odnos, ampak ne vem, če si sploh še želim. To je. Jaz velikrat rečem, a ste si tale virus želeli? A ste si želeli biti not zaprti? Niste. Pa se morate prilagoditi in se boste prilagodili. In eni se celo tako uspešno prilagajate, da se imate dobro. In isto je odnos. Odnos je pač odločitev, da bom jaz z nekom v intimnem odnosu in da se bom prilagajala, da bom se prilagajala na tak način, da bom ohranjala sebe celo in tudi partnerja celega. Ne, da bom zahtevala od njega, da se na koščke raztrga, zato da se bom jaz dobro počutila. To ni partnerski odnos. Jaz bi tako rekel, da tole, kar sva danes govorila, je mogoče prvi korak ali pa nekaj, kar ustvarja vzdušje. Vzdušje je pa neka podlaga, na kateri mi potem sploh začnemo in komunicirati in izražati svoje potrebe, poslušati svoje potrebe. Glejte, zdaj je polno nekih situacij, ki so nam neke zelo temeljne potrebe prikrajšane in se moramo na novo tudi uglasiti. In veste, imamo svoje osebne potrebe, imamo partnerske potrebe in potem imamo še obveznosti kot starši ali pa še kakšne druge obveznosti, tudi profesionalne in tako naprej. In veste, vse to je treba nekako na novo urediti in najti tlele noter pač ta občutek, da ne zgubljamo, da ne izgorevamo, da ni vsega preveč. Ampak ja, podlaga je ta pač vzdušje, v katerem vse to počnemo. In res še enkrat, jaz to vam polagam, to je odvisno od nas. Mi se na to lahko naravnamo in na tem lahko delamo in ja, lahko vadimo. Jaz mislim, da v vsakem trenutku, ko nam ne uspe, se lahko ustavimo, gremo korak nazaj, ponovi vajo. In jaz res, to bom rekel, moja izkušnja tega časa je, jaz sem nad sabo presenečen, kako deluje ta naravnanost, bom delal za odnos. Jaz bi vsem vam, še posebej tistim, ki ste več v stiskah v partnerskem odnosu kot pa ne, zaželela, da najdete način, da se povežete, da se počutite varno, da iščete poti, da ne obupate, da veste, da je to vredno, da je vredno in da si zaslužite, ne glede na to, od kje prihajate, ne glede iz kakšne družine prihajate. Zaslužite si imeti odnos, v katerem se počutite dobro, v katerem se počutite celi, čustveno, varno. Tako da ne bo pa to prišlo samo od sebe, to ne pride samo od sebe. Zato je potrebno res veliko delati. Tako da midva imava, drugače sva na voljo tudi prek Skypa, če bi kdo želel kakšno pomoč, lahko nama piše mail, lahko nama piše tukaj v zasebna, jaz imam sicer rajš mail na info@vezal.si oziroma na najini spletni strani www.vezal.si imate tudi ogromno brezplačnih predavanj na temo partnerskega odnosa in eni webinarji so že tudi objavljeni na temo partnerskega odnosa, tako da ste vabljeni in seveda na en YouTube kanal, kjer pač sva zdaj v tem času kar pridna. Zdaj imava čas čisto za druge stvari, kot sva ga imela prej, ker čeprav jaz zelo pogrešam odre in mikrofon. Tako da hvala Bogu, da vam vas, da tukaj malo potešim vse tole in sigurno se bova še javila na temo partnerskega odnosa,
ker mislim, da se starši premalo zavedate, tudi mi dva sva se premalo zavedala, ker sva imela majhne otroke, kakšen neskončno velik vpliv ima partnerski odnos na to, kako naši otroci odraščajo in kakšno popotnico jim damo s tem za prihodnost. Tako da, čau za danes, imejte se fajn. Tisti, ki ste na koncu prišli, počakajte, bomo naložili, boste lahko gledali od začetka. Jurij, Žuja. Tako da ja. Dajte zdržati še naprej, gledajte to, da imamo drugega, to nas drži po konci. Mogoče to je res, kot da smo v nekem travmatičnem občutku, ampak gledajte, rabimo dobro upanje, rabimo nek občutek gotovosti in prišli bomo ven iz tega. Tako da bodite povezani. Čau.